Prijazen, dober večer, eno krasno soboto, ki smo jo preživeli in gremo naprej v nedeljo in danes imamo kakšen jubilejni 190. Zoom. Kdo bi si mislil, da bomo toliko časa skupaj, 4. leto, ne? Ampak itak veste, da imamo danes, da je sobota in hvala, ker ste se odzvali, ker ste z nami. Tukaj vsi, ki ste dobrodošli. Danes je celo predsednik nadzornega sveta prišel, kar se spodobi za tak jubilej in bom rekel tudi za te dopolnitve, ki jih bomo nocoj predstavili. In potem boste vi to imeli čas do 20. februarja malo premisliti, povedati, če gremo naprej v tej smeri, ker vidimo v tej zadevi edino smer, kateri se lahko, bom rekel, postavimo pošteno po robu, skladno z zakonom. Zdaj pa najboljši del. Tipka za glasovne ukaze. Pritisneš, držiš in držiš, dokler ne poveš do konca. In sploh ni treba držati tako blizu, da skoraj poješ daljinec. Ampak najprej lepo po vrsti. 190. srečanje danes. Smo naredili eno spet tak en lep zvezek. In pa nov logotip. Tega boste pa danes še parkrat videli. Evo, upam se, kaj vidite, ne? Ole, malo bližje, če se bo. Dobro. Tudi v vabilu je Neodvisni svet za digitalno etiko. Digitalna etika, to je ena posebna veda. Moram vam pa povedati, da sem prav v tej smeri tudi jaz v svoj študij na teologiji dal, v moralo in etiko in kar se prava tiče ravno v tej smeri. Zato te stvari toliko bolj razumem. Ampak najprej, predlog za zapisnik. Najprej bi se naši Teji zapisnikarici rad iskreno zahvalil. Torej, draga Teja, hvala za ves tvoj trud, za vse, kar počneš. Bom poskušal tole zdaj dati tudi tele naše zadeve malo pokazati. Pred vsemi nami. Zaradi tega, ker je res pridna. Mislim, kako naša Teja to naredi. Evo, tukaj zdaj imamo 190. srečanje, upam, da vidite na zaslonih, da lahko spremljate. To se pravi perfekt. Tukaj je še spet QR koda. In seveda tukaj smo dali tudi vse jezike, zaradi tega, ker imamo zanimivo zadevo, da bodo tudi naši člani, ki so po 30 državah znotraj Evropske unije in zunaj Evropske unije, lahko spremljali to, kar počnemo in kar bomo seveda v kratkem tudi storili. Tukaj je tudi dotiraj, a ne, če bo kdo kaj prispeval, bomo v društvu silno veseli. Namreč ukvarjamo se z intelektualno zadevo, z zaščito naših članov, delamo stvari in je, bom rekel, vsaka donacija, vsak prispevek za društvo je dobrodošel. Tako da hvala lepa vsem tistim, ki prispevate tako ali drugače s prisotnostjo, z delo, z akcijo, s kakšnim evrom, z drugimi stvarmi, srčna hvala vsem skupaj. Tukaj na začetku je opozorilo, da smo na dobri poti. Zdaj, kakšna bo ta dobra pot, nocoj bomo po našem programu pogledali. Ne zamudite The Way, to se pravi, to je de Compostela, strašno fajn film, zelo visoko ocenjen, ampak o tej vsebini bomo potem skupaj si pogledali film, ko bomo te zadeve zaključili, pa jih povedali. Krasno. Pri programu srečanja smo rekli, evo, tole je naš zapisnik, ki ga je Teja pripravila. To se pravi, če ste ga dobili, upam, da ste ga pogledali, vsaj prebrali. Zdaj vas vprašamo vse na Zoomu, ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnik in tudi seveda tukaj prisotne, ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnik od našega prejšnjega 189. srečanja. Naj pove sedaj. V redu. To se pravi, tišina je zgovorna, kar pomeni, da je zapisnik brez pripomb sprejet. Hvala lepa. Tudi ta zapisnik
na današnji dan, bo šel v naš redni arhiv. To se pravi, to je bilo srečanje članov društva Belis z dne 18. januarja 2025 in nas je bilo takrat 106, vseh skupaj vključno live in na Zoomu, in kar nas je tukaj v prostorih društva, kjer se zbiramo. Tako da to je, lejte, res pripravi zapisnik, sam to, da ga prelistam za vse tiste, ki ga niste uspeli, res je pridna, res napiše, tako da hvala lepa. Res ja. Naslednja stvar, ki jo bomo danes pogledali, dragi moji, so tri stvari. Tok za uvod povemo. Predlog za spremembo statuta društva Belis. Zelo pomembna zadeva. To se pravi, statuta samega ne bomo spreminjali, ker je narejen vrhunsko. Vendar, leta 2002, ko smo ga sprejemali vse bolj, bom rekel, sicer je bil že računalnik, bilo je vse, ampak je bilo še vse analogno. Analogno pisanje, analogna srečanja, vse je bilo v bistvu tako bolj toplo, človeško. Skratka, precej, če se spominjate, 23 let nazaj, je bil svet malo drugačen, kot je danes, no, če povemo po domače. No, v tem času so se stvari spremenile in ker so se stvari spremenile, je tudi prav, da mi to posodobimo, ampak posodobili bomo pa na en poseben način in sicer z aneksom. Glejte, predlog za spremembo statuta društva Belis, aneks k statutu in druge zadeve v prilogah. No, in tukaj smo tale aneks pripravili. Upam, da se bo zdaj odprl. Takole. Ja, evo. Dragi vsi, ki nas spremljate na Zoomu in tukaj, in vsi, ki nas spremljate na Rumble v živo, rad bi vam povedal, včeraj sem tale dopis napisal in bi želel, da si ga pri tem aneksu odprete doma v pošti, ali pa jaz imam linke tudi na Facebook profilu, imam linke tudi na Telegramu, na našem Telegramu, ali pa kako drugače, če tega niste dobili, če ste zdaj samo na Zoomu. Tukaj vas nagovarjam, da bi želel, da gledajte, tukaj piše, da pregledate to zadevo, date oceno, pošljete, dragi člani, ideje do 20. februarja 2025. Lahko pokličete, ni treba pisati, lahko napišete, ni treba klicati, lahko pridete, se v živo pogovorimo, kar bom še bolj vesel. Zato, da zberemo res kvalitetne predloge izmed vseh vas, ki ste veliki strokovnjaki, ki zadeve razumete, z drugega vidika, kot jih razumem jaz. Torej, jaz jih pravno razumem, marsikdo pa razume to zadevo drugače. In tukaj v tem dopisu, glejte, posodobitev v pričujočem aneksu je skladna trenutno z obstoječimi usmeritvami našega rednega statuta. Da tega ne bomo dvakrat brali, zato sem vam tole zapisal, bom jaz danes nekako v prvem delu skušal to pojasniti in povedati, zakaj pravzaprav gre. Če za konec bi povedal samo to. Predviden sprejem aneksa je tukaj pripravljen. Poglejte, 148 strani tukaj piše gor na vrhu je pripravljenega. Z vsemi razlagami je toliko. Namreč same materije manj, razlage je pa veliko. In zakaj je veliko pojasnil? Zato, da imamo enovito razmišljanje. Ker so to novi členi, ker je to nova tehnologija, ker so stvari toliko nove in jih ne uspemo zaradi težav vsakodnevnih, ki jih imamo, ali je to zdravstvena težava, ali je to finančna težava, ali je to težava z odnosom z nekom, ali pa druge težave, ki jih dobimo, mi se nimamo vsi časa s tem ukvarjati. Zato Mihael ve in je pripravil v ozadju pojasnila k členom, zato da ko prebereš člen, če ga ne razumeš, ker je tehnološko so izrazi, ki jih niso ravno vsem domači. Dobro, Word, če znamo odpreti, pa napisati, pa sprintati, če imamo tiskalnik, seveda, kakšne stvari. Ampak tehnoloških izrazov, ki sem jih jaz tlele noter v členih uporabo, pa vsak ne obvlada. Zato je nujno, da so ti členi v ozadju razloženi, tako da, ko se o tem pogovarjamo, da mislimo enako in razumemo enako. In to je zato tukaj malo več strani. In to bo predlog,
ta predlog po 20., ko bomo imeli srečanje, bo upravni odbor obravnaval z vsemi predlogi. Upravni odbor bo to potem na podlagi tega sprejel, ali pa tudi ne, kar imam 3 stvari, a ne, kot predlog. Potem bomo pa na občnem zboru to izglasovali 1., 2. in 3., ali samo 1, ali samo 3., ali samo 2. Vse je odvisno od vas. Dragi člani, vi ste najvišji organ in vi o tem odločate. Jaz sem to pripravil, vi boste to ocenili in potem danes na podlagi tega, kar bom povedal, naj odmeva to v vaših ušesih vsaj nekaj dni ali pa 1 mesec oziroma do 20. in potem se bomo skupaj odločili. Tako pomembne stvari vam jaz ne morem poslati 2 dni prej ali pa na predvečer, ker ni stvar samo da ali ne, ampak je to stvar globljega razmisleka, saj gre za našo skupno prihodnost, gre za naše skupno življenje. No in ta aneks tukaj, poglejte, ima, se pravi aneks k statutu za srečno življenje Belis. In tukaj piše julij 2002 in v skladu z 58. členom mi lahko razlagamo naš statut in ga oplemenitimo z aneksom. In to je v bistvu predlog, ki ga mora seveda upravni odbor, ki edini razlaga 58. člen in pravilnik oziroma tale naš statut, a ne? Da se to pregleda, popravi, predsednica je to že kar nekaj prebirala, popravljala, zdaj bom pa seveda še z vaše strani deležen kakšne kritike, pohvale ali pa predloga, lepo prosim vas za sodelovanje. Členi so takšni, glejte, od 1. do 9. člena je statut. Naj vam pojasnim. 2. člen se začne tukaj z 2.1 v drugi vrstici. Zakaj? Zato, ker v prvi vrstici je pojasnjeno, iz katerega razloga iz statuta, to je kot, če bi se sklicevali recimo v členih Državnem zboru na ustavo, bi rekli na podlagi ustave, pa pol člen razložili. Tako bi morali biti, no. Pa ni. No, mi dajemo vzgled, naša ustava je statut, ne. In se v začetku, pogledajte, recimo varstvo osebnih podatkov, imamo v 7. in 8. členu statuta, ki ureja javnost delovanja društva, se dopolnjujejo naslednje točke. In je pojasnen, se pravi, do 9. člena, tudi 12. 13. člen, na kaj se sklicuje in pojasnilo. In tako naprej. Tukaj se pravi 7., 8. in tukaj so potem naše pravice, ki jih pa zdaj ponovno uveljavlja. Zelo pomembne stvari je uveljavitev naših novih pravic, ki so seveda zdaj digitalizirane in so nam bile nehote odvzete na podtalen način. In jaz predlagam, da si te pravice vzamemo nazaj po zakoniti poti. Veste, koliko zakonov je, ki nam v prid so napisani, ker morajo biti, zato da so sploh veljavni, vendar mi za te zakone v večini ne vemo, zato ker se s tem ne ukvarjamo. Državni aparat pa za njih v glavnem noče slišati ali jih pa presliši in uporablja člene samo tiste, ki so pa njim v prid, v njihov biznis, v njihovo dobro. In zdaj bomo mi te člene, jaz sem jih seveda jasno da poiskal in združil tukaj noter iz vseh možnih variant, iz mednarodnih pogodb, Splošne deklaracije človekovih pravic, Evropska deklaracija človekovih pravic, potem pa seveda ustava in zakon o uredbi splošni varovanju podatkov in pa zakon o varovanju podatkov ZVOP2 in tako naprej. Stvari so tam noter tudi dobre, vendar so pa nekatere stvari, ki pa niso najboljše in tiste ne najboljše radi uporabljajo naši uradniki oziroma naši politiki. A veste? No, tukaj je zelo pomembno, sem jaz razširil v tem aneksu, vi pa dajte potem še ideje, kar se teh pravic tiče, kaj bi še lahko bilo. Jaz sem zaenkrat zagledal vse to, vi pa potem seveda predlagajte. No, tukaj je potem 8. člen veljavnost aneksa in pa 9. člen končne določbe. Vse to je zdaj razširitev na digitalno poslovanje. Namreč,
Tega ne moremo zanikati. Glejte, živimo v digitalni dobi, država nas potiska na vse konce v ID, ampak nam na nek način krade podatke. To so naši, mi smo lastniki in mi se bomo odločali. In tukaj noter je narejen za zaščito naših članov, za naše življenje, ki imamo to ustavno pravico, pravico se združevati in pravico po 44. členu ustave sodelovati v upravnih zadevah z državo. Samostojno ali preko poslancev. Ne? Okay. In seveda država, vsak uradnik po 120. členu, mora pa seveda delati po ustavi in zakonu. V glavnem pa zakoni, veste kako so, se sklicujejo na zakon, ki ni najboljš narejen, ali pa premalo poznajo ustavo v državnem zboru, oziroma z neko besedno prevaro pride noter, bom rekel, nek stavek, ki ni najbolj usklajen s človekovimi pravicami in z našimi dolžnostmi in svoboščinami ustavnimi, to pa pomeni sledeče, da se potem zadeva krši. In preden ti prideš čez ustavno sodišče, če prideš, ker to je vse en aparatus, to je vse državni stroj, drug z drugim držijo, ker jim je to posel, tega živijo, ljudje so plačani od naših davkov, od naših glob, od vsega, kar pretrpimo, in mislim, da je konec tega. Moramo se zavedati, da jim moramo tukaj zdaj nastaviti ogledalo. No, in to, bom rekel, z naše strani je zdaj posodobitev našega statuta v okviru aneksa. Kot vidite, na vrhu 148 strani, pa bom povedal, zakaj, če še malo ostanemo tukaj. Lejte, v drugem poglavju gremo pa naprej na neodvisni strokovni svet, ki ga bomo danes malo pogledali, za digitalno etiko, NSDE. Ali krajše svet za digitalno etiko, lahko imenujemo tudi svet. To je drugi del razširitve, s tem, da bi ustanovili ta svet. To bi bil neodvisni svet, strokovnjaki, ki bi delovali čist izven društva, vendar v ustanovitvi društva, in bi vsako leto poročali za svoje delovanje. Gre za zelo širok projekt, za odgovoren projekt. To je tako, kot je država, recimo, seveda, poslanci pa to so eno društvo tam in so oni ustanovili informacijskega pooblaščenca, pa potem so naredili še 3 ministrstva. Torej, mi v društvu, v drugi samoupravi, imamo pa tudi vsa pooblastila, imamo tudi možnost uporabiti 121. člen ustave, kjer fizičnim in pravnim osebam lahko dodelimo pooblastila preko upravnega odbora in izvršnega odbora in tako naprej, in občnega zbora. In ti ljudje seveda bi prestali poseben test, ti strokovnjaki, ki bi potem ta neodvisni strokovni svet za digitalno etiko v Sloveniji vodili, podobno kot informacijski pooblaščenec, ki ima pravico pisati globe državnim ustanovam, ki kršijo zakon in ustavo. Društvo naše ima tudi sodišče in zdaj sem v dogovoru s predsednikom sodišča in da bomo zadevo seveda aktivirali, zadevo nekako razširili, tako da imamo, se pravi, 3 organe. Imamo društvo, imamo NDSE, se pravi neodvisni strokovni svet za digitalno etiko, pritožbe pa rešuje sodišče. To so, pravi, 3 neodvisni organi, tako da je zadeva transparentno razdeljena. V tem drugem delu, gledajte, je pa od 11. člena, kako se pravno ustanovi, se pravi, z našega društva, kako pravno sploh ustanovimo lahko en tak, bom rekel, neodvisni organ, ki ga društvo požegna. Mi imamo vsa pooblastila, imamo vse to pravno urejeno in tukaj je to pojasneno. Si boste sami malo pogledali, malo bom tudi jaz še kasneje povedal, ampak če gremo naprej, vidite, to, da vam pokažem, to je 20. člen. Predlagam, da si to malo pregledate, preberete. In ko je ta zadeva izpeljana pravno, ko ta, bom rekel, organ, ko društvo ta organ seveda konstituira, takrat šele začnemo potem ljudi iskati. Računam, da v roku pol leta, da bi lahko od 5 do 9 takih neodvisnih članov dobili, se pravi 5, 7 ali 9. Zaradi glasovanja, seveda, 5, 7 ali 9. In na koncu predsednik pri 27. členu, predsednik, trenutno je zastopnica društva gospa Eveljana Belis, ona to potrdi po vaši potrditvi, ko bomo to naredili na občnem zboru. Zato je zelo pomembno, dragi člani in vsi, ki nas spremljate in vsi prisotni,
da si res vsaj prelistate, pogledate, ali si pa vzamete čas, ker gre za globoko zadevo, in da nam potem to sporočite. No, v nadaljevanju je potem, gledajte, tukaj priloga piše appendix, pojasnilo k členom. K vsakemu členu, ki ste ga tukaj gledali zdajle gor, je od 1 do 9 pojasnilo. In tega je precej. Jaz bom tle malo preskočil, pogledajte, takole bom preskočil malo naprej. Ti členi so tukaj vsi lepo pojasnjeni, kar se društva tiče. Pa ne samo člen kot celota, ampak po odstavkih in po smislih. No, ja. Zdaj, a lahko nekdo izključi mikrofon? Aha, v redu je, ja, hvala. Potem imamo tukaj imenovane osebe za varstvo podatkov v društvu. V društvu, ko že govorimo o digitalni tehniki, to se pravi, do zdaj je bil to zapisnikar, ki je imel urejeno tako, da je imel svoj arhiv, ki je imel računovodja svoje, zapisnikar svoje. Zdaj, ko smo v digitalni dobi, bomo pa tudi mi naredili tako imenovanega posebno osebo, ki pa bo varovala podatke članov v društvu. To sem lahko jaz, to je lahko Boris, to je lahko Borut, to je lahko Vika, to je lahko kdo izmed vas, to je lahko Kristina ali pa Janez, ko se vidimo. Lahko je Neža, lahko je Mirjana, lahko je kdorkoli izmed vas, ki se vsaj delno spozna na varstvo osebnih podatkov, ki je mogoče v takem poslu, ki ima o tem, bom rekel, nek vpogled, že služben, družben vpogled, ki se s tem ukvarja. Tako da tako osebo rabimo, ki bo neodvisna, in če pride kakšna pritožba v društvo, seveda jo reši najprej sodišče in potem preko sodišča aktivira oseba potem naprej z prizadetim članom, ampak do zdaj tega problema nismo imeli. Ljudje so rekli, se izpišemo, smo se izpisali. Če smo kdaj zamudili s kakšnim izpisom, kdo rekel, pa prejšnji teden sem prosil, pa smo vse lepo uredili. To, da mislim, ampak prav je, da je to urejeno. Dobro. Tukaj potem bomo to osebo seveda imenovali, tukaj bo podpisan in bo imela potrdilo, da je za varstvo osebnih podatkov v društvu odgovorna oseba. In naprej, tukaj je pa, poglejte zdaj, če vidite gor ta zaslon, lepo prosim, neodvisni svet za digitalno etiko, digitalna etika, NSDE, nacionalni neodvisni svet za digitalno etiko, strokovni svet. Kaj pravzaprav ta logo predstavlja? Ta logo predstavlja, bom rekel, osrednji simbol je tehnica, pravičnost. Tehnica v središču logotipa simbolizira pravičnost, etičnost in uravnotežen pristop k digitalnim vprašanjem. Nenazadnje predstavlja zavezanost, če se bomo odločili in ta organ ustanovili, zavezanost neodvisnega oziroma nacionalnega sveta za digitalno etiko k pravični obravnavi izzivov v tej naši digitalni dobi, pri čemer se spoštuje človekove pravice, zasebnost in etični standard. Človeške roke, da ne bomo vsega bral, si lahko to vsi sami doma preberete, ampak to, da vam povem, kaj je, potem digitalni elementi, ki nakazujejo, da gre za v bistvu dobo, ki vključuje simbole digitalizacije, o kateri se pogovarjamo, potem krog z besedilom, neodvisni svet za digitalno etiko in digitalna etika, oblikuje zunaj rob logotipa, kar daje pečato uradnost in legitimnost. In pa črno-bela zasnova daje seveda resnost, štempelj je lahko seveda tudi moder, lahko je tudi logotip, ne vem, enobarvan, ampak črna barva daje resnost. Pomen in sporočilo logotipa za to ustanovljeno telo združuje tehnološke in etične elemente, da bi poudaril zavezanost pravičnemu, odgovornemu. Pa recimo, ko smo pri teh besedah, če že hočejo v vladi slišati trajnostnemu razvoju digitalne družbe, ampak v našem smislu razumevanja, sporoča, da je NSDE
kot varuh etičnih standardov v digitalnem okolju, kjer tehnologija vedno bolj posega vse vidike našega življenja. In prav je, da se tukaj zaščitimo. Tako uporablja se kot za literaturo ali pa kot štempilka oziroma logotip tega novega organa. V nadaljevanju je potem seveda neodvisni strokovni svet za digitalno etiko, varuh človečnosti v digitalni dobi. To bi bil organ, ki bi predvsem bil za člane društva, ne nazadnje, bo pa seveda deloval na nacionalni ravni. Društvo kot tako, Društvo Belis, veste, lahko deluje povsod po Sloveniji in po Evropski uniji. Ima predsednik oziroma zastopnik društva neomejena pooblastila. To ni tako, kot je v vladi urejeno, ko so 3 veje oblasti. In je vsak omejen za svojo, sodna oblast na svojo, vladna na svojo, predsednik na svojo, minister pač ima sam svoj resor, svoje področje. Torej, društvo kot združevanje ljudi z različnimi profili ljudi, z različnimi željami, ki jih v društvu uresničujemo, imamo pa iz vse Slovenije, pa ne pozabi, da živimo v Evropi, je pogodba iz vse Evrope, z 30 držav, in bom rekel, naše področje delovanja je bistveno širše. Tako da, vsak je zainteresiran, dobrodošel ali na pogovor, oziroma si naj tole najprej pogleda na vseh teh naših straneh zadeva, ki je trenutno zelo, zelo resna. Tukaj, bom rekel, je ta opis in potem, poglejte, naša zasebnost, gre za osebne podatke, ni luksus, temveč temelj človekovega dostojanstva. Varujmo jo, skupaj jo varujmo. Kaj bomo varovali? Našo zasebnost, naše osebne podatke, ki so trenutno v svetu suho zlato. So veliko več vredni kot zlato. Ker s tem, ko zaslužijo, šele kupijo zlato. Dragi moji, in to na račun naše zasebnosti, naših podatkov, trženja povsod, po mobitelu, po šolah, po vaših službah, letijo podatki po informacijskem pooblaščencu, je že čisto pozabil, kakšna je njegova naloga. Veste, jaz sem pisal glede RTV-ja za to članarino. Recimo, ko sem jaz zamenjal ponudnika električne energije, je ta nov ponudnik z mano sklenil pogodbo o dobavi električne energije. Torej, jaz sem se s tem strinjal, zmenili smo se, podpisal sem pogodbo in to je bil naš del. Ampak jaz nikjer nisem podpisal posebne izjave, da lahko ta ponudnik električne energije mene, Mihael Belisa, prijavi na RTV Slovenija in sporoči moje podatke brez moje vednosti, namreč 38. člen Ustave je jasen, RTV-ju, RTV mi začne položnice pošiljati in jaz debelo gledam, kdaj sem naročil. En primer, ne? Drugi primer, otroka vpišete v šolo in ravnatelj piše socialni, zdravstvenemu domu, policiji, ne vem kam vse, in potem začnete dobivati pisma za vašega otroka. Prid se cepiti, prid na socialno, prid na policijo, prid ne vem kam vse. In ti debelo gledaš. Vidite, to je vse narobe. Ali pa dobiš odločbo, da imaš lastnosti dolgotrajne oskrbe, noben te ni pogledal, kar prišlo je v predal, pa kaj, prišlo je kar navadna pošta, to je v bistvu kar eno reklamno sporočilo, je prišlo, ker si država lasti, zdaj smo vam vrgli 7 dni ali 15 dni niste odgovorili in zdaj bo kar veljavno. Veljavno bo pa samo 2 leti. Po 2 letih boste pa začeli plačevati s 1.7. letos, ne vem koliko, 40 €, zaradi tega, ker ste odločbo dobili, ker se niste pritožili. Nimaš se kaj pritožiti, če je reklamno notara, če ni prišlo z povratnico, z nobenim podpisom. In tisti ljudje, ki se še pritožujejo danes, ne pridejo ne naprej, ne nazaj, ker država nas testira kot zajčke. A boste ubogali, mi smo vam dali odločbo. Ta odločba je časovno omejena, ko boste pa vi rabili dolgotrajno oskrbo, boste prišli pa na točko socialnega centra in socialni center bo pa rekel, vi pa še niste dobri za socialno oskrbo, ali pa ste, pa vam bomo samo toliko dali, človek pa rabi bistveno več. To se pravi, najprej ti posilijo s tem, zato da te lahko računajo, ti kar dajo lastnosti dolgotrajne oskrbe, pa naenkrat jo vzamejo in jo moraš na socialni točki iskati. Ljudje božji,
To niso več heci. Torej, gre za čisto vsiljevanje magije, nesramnosti do konca. Nihče od nas ni prosil za to odločbo. Nihče od nas se ni prijavil, da bo to plačeval. In denar, ki ga jemljajo, zato sploh ne gre za to zadevo. Zaradi tega, ker na koncu moraš ti sam najeti zasebnika, sam ga moraš plačevati, socialna zelo malo prispeva, po 10 letih, če pa nekoga vzdržuješ, ti pa še ta, kar malo prispeva, vzamejo nazaj. In ker nimaš toliko, po 10 letih se nabere, ne? Ker nimaš, ti vzamejo stanovanje. In to je plan, uničiti družbo. Oprostite, višek nesramnosti. Ne? In zato se mi tle borimo, zato so, gledajte, naša zasebnost ni luksus. Je temelj človekovega dostojanstva, varujmo jo, skupaj jo varujmo. Zato vas toliko bolj prosim, da odgovorno pristopate k stvari, ki vam jo nocoj razlagam. Da skušate razumeti, kaj vam povem, ker kar bomo še slišali, vas bo mogoče se še bolj dotaknilo, ker nimate časa o tem razmišljati. Jaz pa vsak dan dobivam klice iz vse Slovenije, gospod Belis, a vi kaj veste, to veste on, jaz debelo gledam, kaj se v naši družbi dogaja. Na vseh področjih. No in tukaj, če gremo naprej, potem je ta, že smo rekli, je pa poslovnik. A veste, društvo mora tudi poslovnik urediti za NSDE. In tukaj je v bistvu poslovnik, ki je pa kar bogat. In v tem poslovniku, gledajte, tukaj smo že tako en štempelček naredili, gledajte, kako lepo izgleda. Če bi se kdo rad udeležil in se čuti v tem, da bi se šel inšpektorja in obiskoval državne ustanove, glede na kršitve, ki jih dobivamo po odločbah. Zdaj to pa nima veze, ali je to sodišče, ki krši osebne podatke, ali je to šola, ali je to nek zavod, ali je to nek servis, karkoli. In v tej zvezi potem lahko dobite tudi sodni nalog od našega sodišča za vstop, tako da boste vedeli, zato ker zadeve morajo biti po ustavi uradno narejene. Torej, če nekje sumimo, da z osebnimi podatki tržijo nedovoljeno, se obvesti, se pravi NSDE obvesti, NDSE obvesti naše sodišče, sodišče to oceni, ne? In sodišče da potem sodni nalog. To je sodišče iz druge samouprave, ki je ravno tako veljavno, ker gre direktno iz ustave. Ne? Če se kdo s tem ne bo strinjal, pa lahko seveda to prekliče na sodišču, če mu bo uspelo. Kar dvomim. Tako. Zdaj smo mi to postavili, bom rekel, temelje, o katerih nobeno društvo ne razmišlja, ker mu ni treba. Seveda mu ni treba zato, ker mu država daje veliko denarja, zato da ne razmišlja, ampak da dela tisto, kar mu država naroči. In on se počuti močnega, ker ima seveda kot NVO, ima zavetje. Ker pa mi nimamo zavetja in ste vi, ki ste danes prisotni in ki nas poslušate in ki ste tukaj edino zavetje društva, da še deluje in da deluje. In to, da deluje, je znak, da situacija v Sloveniji še zdaleč ni dobra, ker sicer vas ne bi bilo tukaj. Niti mene ne bi bilo tle pred kamero in pred mikrofonom in niti ne bi vsega tega raziskoval, a ne? Dragi moji, zato je toliko bolj pomembno, da to postavimo pravilno, pravno. Ja, no in tukaj, gledajte, imam zelo lepo napisano pojasnilo k členom. Isto kot prej, zato, da bo ta organ deloval enotno. Ker če je 5 članov, 7 članov, 9 članov, morajo enotno razumeti materijo, da lahko pravilno odločijo seveda. Tako da tukaj bo še kar nekaj upeljevanja, dela. Mislim pa, da ta koncept, ki ga jaz nocoj predlagam, kot aktivni član za naše društvo, da o tem razmišljate do 20. januarja in seveda verjamem, da imate milijon vprašanj pa milijon predlogov, ampak to bomo naredili. To bomo speljali, ker je čas zrel za to. Pa ne samo čas, tudi mi smo dozoreli do tiste mere, ko državi napišemo zakon o splošnem upravnem postopku, naša celotna ekipa, ko to napiše, potem veste, da pri vseh ugotovitvah in kršitvah, ki jih počnejo naši politiki, naši ministri in vlada, da to pa več niso heci. In tle jih moramo, bom rekel, nekako in postaviti zrcalo, dragi moji,
glejte, zakon je tak, tole piše, ja, do 20. februarja, zdaj mi je gospa predsednica tukaj krasno povedala, ja, in potrdila ta datum, se pravi, do 20. februarja dajte sporočiti vse te ideje, pa malo to pogledajte, je resna stvar. Ko pridete skozi, evo, so tukaj razlage teh členov, kaj kater člen pomeni. In jaz mislim, zaenkrat je ta zadeva še v delu, da se dopolni, opozorite me, to je prvi napis, grob napis, če kakšna tipkarska napaka, mi oprostite, sporočite, gospod Mihajl, ali pa če je kakšna stvar nelogična, nerazumljiva, sporočite, povejte, ker to mora biti res narejen v redu. Glejte, koliko je tega, še malo prelistamo, aha, tle se začne pa etični kodeks, torej, etični kodeks sem se precej potrudil in sem naredil neodvisni strokovni svet za digitalno etiko, etični kodeks, ki ga mora imeti. Prav tako za ta etični kodeks, ki je tudi v nadaljevanju, vidite, na 123. strani se šele začne, je kratek, je od enega člena pa, no, ni velik, ne, vidite, 17 členov. In kaj to pomeni? Teh 17 členov je v nadaljevanju za vsak člen, pogledajte, pojasnen, pojasnila etičnih določil. Za vsak člen, za vsako vrstico se ve, kaj pomeni in kaj je treba biti pozoren. Tako da vi, če boste sodelovali, imate vse v rokah, imate učbenik, imate vse napisan, treba je samo v akcijo jeti. Vse je postavljen. Mihajl tukaj predlaga, seveda moramo to še speglati, doreči, potrditi iz vaše strani, potem pa samo akcija in bomo pisali globe državnim ustanovam, tako kot oni pišejo nam. Namreč zakon ni enosmerna cesta. Zakon je dvosmerna cesta. Če ti grešiš, boš plačal kazen, če jaz grešim, bom plačal kazen. Če mi je dokazana krivda. In stvar, ki jo bomo videli naprej, boste povedali nekaj. Vsi ti členi, ki so napisani, mi nismo zakonodajalni organ. Mi smo tisti, ki zakone spoštujemo, jih imamo radi, ampak ti zakoni so skupek, ti zakoni so enciklopedija obstoječih zakonov zbranih, tistih, ki jih država zanemarja tukaj skupaj, zato da spomnimo ljudi, da če ti skombiniraš, se pravi, 3 različne vrste zakonov, da dobiš pravo stvar, ker nas zdaj delijo, a ne? Najprej greš do informacijskega pooblaščenca, on ima tam neki, potem gremo na človekove pravice, on ima tam neki, vsak ima ta svoje, a ne, potem greš na sodišče, sodišče ima pa spet nekaj svojega. In ne moreš dati skupaj in seveda zmer nekaj manjka in zmer si kriv. Mi smo to združili, mi smo dali to skupaj in bomo zdaj pokazali, kako zadeva funkcionira. Ja, če so v United Nations naredili splošno deklaracijo človekovih pravic, in je Slovenija to podpisala, je to direktna veljava v Sloveniji po 8. členu ustave. Če je Evropska deklaracija o človekovih pravicah evropska, ki je kazniva in ESČP piše kazni Republiki Sloveniji za prekrške, je to direktna veljava tega pravila. Evropske direktive in pogodbe direktno veljajo, ampak naši ljudje o tem nočejo slišati, zaradi tega, ker isto v covidu, nihče nikogar ni smel siliti takrat v leta 2021, nas so tle vse prisiljevali. Mihajl je vpil, direktna veljava, ki je višji zakon od vseh teh uredb slovenskih, res je, da ni nad ustavo, ampak v 8. členu piše, da uredbe veljajo direkt, se pravi isto kot ustava. In ti nisi mogel enemu policaju tega dopovedati ali pa eni blagajničarki. A veste, da sem tlele imel 4 magistre prava, 7 ur v pisarni, in ko sem jim zadevo povedal, so me gledali. Rekel, kam ste vi v šolo hodili? Ja, nam filtrirajo informacije, nam rečejo, kaj moramo delati. Rekel, čakajte, a ste vi samostojni odvetniki ali ste šolarčki? Kaj ste zdaj? Svinčnik v levo roko, domačo na... Čakajte malo, a znate kaj razmišljati, znate kaj sami prebrati, sami raziskovati? Verjetno, da ne, ker dobite dober plačan, eksistencialno niste ogroženi in vam
dol visi, ne? Vi se pojavite na sestanku, faco na mikrofon, na TV, poveste, kar vam rečejo, vaša naloga je, in tako naša družba funkcionira. Vsak, ki je pred kamero, je voden. Mu rečejo, kaj mora povedati, ker ima v ozadju strica, ki ga ali financira, ali je od njega odvisen, ali ima pa informacije, ki mu lahko kariero uniči. Okay? V društvu Belis tega ni. Zato delamo nacionalni tale program. Vidite, predlog. To je, še zmeraj smo pri spremembi statuta, ne se zbegati. To še vedno spada k statutu. In ta etični je v bistvu tretji del spremembe statuta in postaja del statuta, etični kodeks. No, tudi ta etični kodeks ima pojasnilo za vsako stvar in to si potem seveda, zdaj, ko smo do konca prišli, poglejte, dajte si prebrati, ker se boste tudi veliko naučili, tle noter so moralno-etične stvari, ki vam bodo dale misliti za vsakdanje življenje. Doma, v službi, v družbi, v odnosih, v društvih, tukaj noter imate dejansko učno lekcijo. Dobro, dovolj o tem. Gremo naprej, v drugi del bi pa bilo nekako predlog ustanovitve, to smo rekli nacionalnega sveta, potem smo rekli tukaj zakon o varstvu osebnih podatkov. Glejte, to je pa predlog za pregled in sprejetje zakona o varstvu osebnih podatkov povezanih s storitvah. Zdaj smo pa mi, dragi moji, a veste kje? Pri avtomobilih. In preden bom jaz tole zadevo začel, ker govorim zdaj le 45 minut, da boste sveži, ker zdaj sem vas že malo napolnil z nekimi idejami, ne? Se pravi z aneksom, da vam ga pokažem, pa z tem zvezkom, a veste tole, NDSE, vidite? Predlagam 10 minut pauze, da malo to premelete, pa bomo šli pa na tole drugo stvar, ki se mu reče zakon o varstvu digitalne zasebnosti ZVDZ. Ok, digitalne zasebnosti. Ja, takega zakona v Sloveniji ni, takega zakona v Evropi ni in kaj pravzaprav ta skupek zakonov je? Zakon zakonov, zakon o zakonih in kako jih uporabljati. Tako da, kot sem rekel, nismo mi zakonov, mi smo uporabniki, mi smo ljubitelji zakona, mi se borimo z zakonom. In vam povem, ko boste tole slišali, kar vam bom povedal, bo nocoj še hec.